Lep pozdrav v še enem videu s tedenskim jedilnikom našim. Najprej smo naredili mesno štruco s pire krompirjem. Smo naredili tudi v enem prejšnjem videu, ampak je kombinacija večinoma vedno ista. Eno mleto meso, pa kar se najde zelenjave doma, začimbe in natlačam v model tist za kruh. V bistvu imam enega za kruh, pa pecivo, enega imam pa za mesno štruco, da se kakšne tele vonjave ne zmešajo. Tokrat sem našla oranje mleto meso v eni akciji, pa zmeraj imam zmrznjeno zelenjavo v frizerju, grah, korenje imam v hladilniku, pa tole rdečo papriko, lahko bi dali tudi bučke, bi skuhali brokoli, pa nasekljali karkoli. En jajček, ni nujno, jaz pomagam z drobtinam, da se to bolj kompaktno zdeb, ampak ne preveč, da nimate pol tazga kruha. Pečem 45 minut in to je to. In standarden pire krompir, ki ga bo pa kar veliko v tem videu. V glavnem sem naredila še vegi opcijo. Imam kuhano čičeriko ponovadi v hladilniku ali pa v konzervi fižol in že nekaj skupaj spravim. V tem videu bom vedno pokazala zraven še vegi opcijo, če ni že veganska ali pa vegetarijanski kosiv, ker pri nas ponovadi tako kuhamo, pa do zdaj nisem nekaj posebej poudarjala. Da naredimo dve variante, ker ne jemo vsi vedno mesa pa rib. Ampak tako komponiram, da ni to dvojno kuhanje. Tukaj so pohane bučke, panirane, drobtinice, jajček, pire je iz graha, če sem dan zraven že kuhati, tukaj sem dala še malo krompirja, pa oslič je bil pohan. Rice and beans, riž in fižol. To je taka kombinacija riža pa fižola, ki naj bi tudi veganom dala vse potrebne aminokisline. In je tudi lahko zelo okusen, če ta fižol en tak ragu, eno zanimivo omako damo, ki po svoje zabelite, ali vam paše kari varianta, ali vam paše bolj italijanska varianta, ali pa indijska s kumino, janežem. Nekaj suhih paradižnikov sem najdla, ko sem pospravljala hladilnik, je bilo treba še zraven, da te so celo domači sušeni in je zelo okusen. Pač kar najdete zraven, da vam paše, ne se bati uporabljati začimbe. Prav sem naredila en tak ragu, da se dobro tisti korenček se mora dobro skuhati, skoraj razkuhati, da je se zelo lahko. Pa ni lih rjav, zgleda rjav riž, ampak en iz Hofra, bio, naraven, ful dober, pa ne kuha se toliko dolg. Kitajski rezanci ali pa ramen nudli, instant nudlički, spet z eno zelenjavo. Kle bi bil idealen por, na kitajskih restauracijah je vedno por zraven, lahko tudi kakšne gobe, ampak nisem ekstra kupovala, to je bilo bolj za porabiti. Če vidim kakšne take nudelčke ali pa rezančke, jih zmeraj vzamem, ker so zelo poceni, pa imate ne 60-70 centov in so za takrat, ko nimaš časa ali pa rabiš nekaj novega za na hitrco. Narežem tudi na tak način, ki sem videla v kitajskih restauracijah ali pa tajskih, tako malo pošrek, da je malo drugače. Tudi por se tako reže po stran, kakor sem korenje, tam ga tukaj nimam. Sem samo popražila tole zelenjavo, pa zadila. Potem sem pa tele instant rezance razdelila na rezance, pa na tale paketek, ki sem ga pa vrgla stran. To je svinjarija, domač rečen, nimate v bistvu kaj uporabiti, tako da je čisto vse en kjer okus se vzame. Sem dala še paradižnik, da malo kisoga, lahko bi tudi navadna paradižnik, lahko bi tudi mezgo ali pa nič. Ampak meni je pasal po konzerve tega le zraven, pa mlet lan imam zmer v prodalu, sama ga zmeljam, pa ga imam malo na zalogi, ker naredi tako sluzasto omako, tako da je približno tako kot v kitajski, ki je želatina, je škrob. V glavnem, ko se ti dobro razkuha, pride tako malo sluzast, da se da pol tudi s palčkam jesti, ker če se gremo kitajsko pa tajsko
hrano se boljš malo fnati, pa še s temi palčkami zraven jesti. Standarden čičeriki in kari, jaz ga imam ful rada, zato je pri nas ful velikrat na meniju. S polento, v bistvu z koruznim zdrobom. In zakaj meni tista instant polenta smrdi ful po slami. Tale prav en bio koruzni zdrob iz Hofra je pa odličen. Zraven dam kar dost parmezana. Je pol polenta še boljša, bolj okusna. Tale kari sem pa zelo na hitro naredila, nisem niti čebule pa česna rezala pa pražila, ampak sem tisto kuhano čičeriko z hladilnika, pa celo pol jušne kocke, polovico tistega paradižnika še, pa veliko začimb, se pravi kurkuma, ingver, kari v prahu, janež, kumina, sol, poper. In zaliješ z vodo, da se tole malo zmeša, zgosti omaka in to je to. Tole dajem plastično posodo, zato ker je bilo za sabo, za službo. Ne jemo iz plastičnih posod. Tole je bil en tak žar na terasi, kuhan fižol, spet pire, en ostank še tiste čičerike, sem dala feto gor, karija, no, čičerikinga. Pa sem se pa lotila kordon bluja, kordon blu, prvič v življenju. Sem imela malo težav, nisem stovkla tega poranjega zrezka, malo bolj debu. Ga zaprla pol še z zobotrebci, armirala, pa ga je treba pa počast cvreti, tisti, ki to obvladate, se bi lahko zdajle smejete, ampak jaz sem ga obračala na 6 strani, pa potem merila s tistim merilcem za temperaturo, da je dosegel pravo temperaturo, da ni bil noter surov, ampak je bilo v redu. Posladek smo še imeli. Posladek je tak zelo enostaven, ki ga lahko kadarkoli naredite iz stvari, ki jih imate v shrambi, zmeraj kakšen manj sladek kompot v shrambi in z vsenimi kosmiči, ki jih še malo zmeljam, da so malo manjši. Sladkor, vanilija, cimet po želji, pa maslo ali pa margarina. To mi prsti zdrobite, to je tako pač ime crumble, tako drobtinasta masa. In to se samo posuje povrh, to ni treba, da je nekaj kompakten, zato se nič tekočine ne dodaja, pa jaz to vse tako naučim, da vidim, kakšna je konsistenca. Mora biti dosti masno, da se ta maščoba lepo razporedi, pa ko se ohladi, da so kosmiči hrustlavi. Tukaj sem imela marelce iz pečevinke, pa sem potem jih sam zložila po dnu, lahko bile tudi breskve, z Hofra so ful dobre, pa kakšne sveže stvari, kakšne slive, jabolka, tako narezana. Malo eksperimentirajte. Tole sem posula čez, malo potlačila, lahko date gor še koščke masla ali pa margarine, da se ti res lepo zapeče, ali pa posujete s sladkorjem ali pa kokosom. Potem, ko se spečejo, se morajo ohladiti. Jaz ga kar z žlico nadevam pol v šalčke, in ker je vroč crumble, tam zraven še mrzlo led, orehov, da se ne tepe s tistim marelcem, kislim. In je odlično. Ok, upam, da vam je tole kaj pomagalo. Naročite se, lajkajte, komentirajte, sem vesela vaših komentarjev, kakšnih idej za naprej in se vidimo naslednjič. Čau!